Najprej iskrena hvala za povabilo in iskrene čestitke ob dnevu državnosti. Letos je leto, ko se tako Slovenija kot Hrvaška spominja tistih dogodkov in pogumnih korakov, ki smo jih naredili za to, da smo se znebili jugoslovanskega jugokomunističnega jarma in vzpostavili lastno suverenost in lastno državnost. To so bili časi velikega tveganja, pa tudi velikega poguma, tako za Slovenijo kot za Hrvaško. In če danes primerjamo čas, ki ga zdaj živimo, s tistim časom, lahko vidimo, da kljub težavam, ki jih imamo, kljub epidemiji, s katero se še vedno soočamo, pa upamo, da smo na koncu tega boja in da smo uspešni. Vidimo, da je ta primerjava v velikanski meri v korist sedanjosti. Danes sta tako Slovenija kot Hrvaška članici NATO, članici Evropske unije. Skupaj se borimo in prizadevamo za to, da bi Evropa se še širila, da bi postala cela in svobodna v celoti. Če smo bili pred 30 leti nekje na pragu nove poti, smo danes po 30 letih sredi spojne poti, kjer so še vedno problemi. Kljub temu pa je čas neprimerljivo bolj optimističen in danes smo skupaj kot članici Evropske unije in članici Zveze NATO tudi v položaju, ko lahko pomagamo drugim, ko lahko pomagamo tistim, ki želijo vstopiti v ta prostor svobode in prostor, za katerega smo pred 30 leti samo sanjali. Tako da hvala še enkrat, Andrej, za povabilo. Izkoriščam to priložnost tudi za javno povabilo tebi na našo proslavo ob dnevu državnosti 25. junija, ko bo Slovenija tudi prevzemala drugič v svoji zgodovini predsedovanje Svetu Evropske unije in računamo na dobro sodelovanje takrat in na koncu tudi čestitke za vaše dobro vodenje Sveta Evropske unije v izjemno zahtevnem času, ko je bila epidemija še brez luči na koncu tunela, brez cepiv in ko je bilo treba v marsičem Evropo organizirati na novo. Iskrene čestitke.